Žan, povej, kaj nas čaka danes? Živjo, živjo. Danes imam za vas en story naših srednjeveških influencerjev. Ne boste verjeli, niso imeli TikToka, Instagrama ali Snapchata, pa so vseeno imeli neverjeten reach v naših deželah in širše. Ja, hvala, Žan. Verjamem, da takrat tudi Six7 še ni bila tako pogosta fraza, kakorkoli tekmovalci vprašanje se glasi. S kom bi si lahko s pomočjo glasnikov ali poštnih golobov dopisoval grof Herman II. Celjski? A s Karlom Velikim, B z Ivano Orleansko, C z Williamom Shakespearejem ali D z Galilejem Galilejem? Kdo je torej živel v istem obdobju kot naš veliki grof Herman II. Celjski? Ja, zgodovinsko vprašanje. Sam kot študent zgodovine povem, da ni precej enostavno in tudi ekipi sta na različnih bregovih. Vijoličasti pravijo B, rumeni pa C. Povej, Žan, boš kateri od ekip prinesel srečo? Celjski grofje. Plemiči, ki so se iz nižjega razreda povzpeli skoraj do vrha evropske politike. Njihova zgodba je polna zavezništev, bojev, spletk in tragičnih koncev. Pametno so sklepali poroke, posojali denar, kupovali gospostva in imeli prijatelje na pravih mestih. Herman II. Celjski je rešil življenje ogrskemu kralju Sigismundu. Sigismund je Hermanu podaril novo ozemlje in se poročil z njegovo hčerko Barbaro, ki je kasneje postala cesarica. Hermanov sin Friderik pa si je iz ljubezni drznil poročiti Veroniko Deseniško. Oče se ni strinjal, obtožili so čarovništva in utopili v kadi. Vrhunec so Celjski dosegli z Ulrikom II., ko so nadzorovali večino Kranjske in še malo zraven. Takrat niso bili več grofi, ampak celo knezi, a Ulrik je bil zadnji. Umorjen v Beogradu brez potomcev. S tem se konča 120 let najbolj mogočne plemiške rodbine slovenskih tav. Celjski grofje. Hvala lepa, Žan, da pa še malce pojasnim naše vprašanje in odgovor. Ivana Orleanska in Herman II. Celjski sta bila sodobnika. Samo za okvirno predstavo, oba sta živela v začetku 15. stoletja. Karel Veliki je živel in vladal precej prej, Shakespeare in Galilej pa sta približno 100 let mlajša. Odgovor je zato B. Ivana Orleanska, ki je vijoličastim prinesel 5 točk.